Ne želijo si populacije državljanov, ki je sposobna kritičnega razmišljanja. Nočejo dobro informiranih, dobro izobraženih ljudi, sposobnih kritičnega, razsodnega razmišljanja. To jih ne zanima, to jim ne pomaga, to je proti njihovim interesom, tako pač je. Nočejo ljudi, ki so dovolj pametni in sedijo doma za kuhinjsko mizo ter razmišljajo, kako jih je sistem zajebal, ko jih je vrgel iz službe. Tega nočejo. Veste, kaj hočejo? Hočejo poslušne delavce, ljudi, ki so ravno dovolj pametni, da upravljajo stroje in izpolnjujejo papirje. Toda dovolj neumni, da pasivno sprejemajo vse te čedalje slabše službe za nižjo plačo, daljšim delovnim časom, z zmanjšanimi bonitetami, neplačljivimi nadurami in izginjajočo se pokojnino, ki jih izpuhti v trenutku, ko greste v pokoj. In sedaj prihajajo po vaš denar za socialno zavarovanje. Hočejo vašo pokojnino, hočejo jo nazaj, da jo lahko dajo svojim kriminalnim prijateljem na borzi. In veste kaj? Dobili jo bojo. Vse bodo dobili od vas, prej ali slej, ker nadzorujejo ta prekleti prostor. Zaenkrat še, ali pač vedno bolj, to je in bo naša energijska odločitev za bodočnost. In ne pozabimo, mnogo smo že zamudili. Ljubi Bog, odreši nas, pomagaj nam. Kaj, ali res, to se že dogaja? Smo premalo skoncentrirani, da bi to videli. Seveda smo že pri koncu predigre tega velikega dela. Da, to je velik klub in vi niste v tem klubu. Vi in jaz nismo v tem velikem klubu. Mimogrede, to je veliki klub, ki vam vsak dan trpa v glavo in vam govori, kaj morate verjeti. Skozi ves dan preko svojih medijev vam govorijo, kaj morate verjeti, kaj misliti in kaj kupiti. Miza se je prevrnila, igra je zgoljufana in zdi se, da nihče tega ne opazi. Zdi se, da ni nikomur mar dobri, pošteni, delovni ljudje. Bela barva, modra barva, ni pomembno, kakšne barve je vaša srajca. Dobri, pošteni, delovni ljudje, še naprej. To so ljudje skromnega značaja in še vedno volijo te bogate prasce, katerim je malo mar za delavce. Vi jih ne zanimate, ni jim mar za vas, ne brigajo se za vas, res ne. Veste, in zdi se, da nihče tega ne opazi, da nikomur ni mar. In na to lastniki nas vseh računajo, na dejstvo, da bomo verjetno ostali zavestno nevedni, glede tega, kako nas vsak dan nategujejo. Kajti lastniki sveta in te države vedo resnico in nam to prikazujejo kot naše sanje. Kajti morate trdo spati, če hočete tem sanjam verjeti. Mi smo čista božanska bitja, s čisto zavestjo in vsi čutimo, da je nemogoče, da bi na zemlji živeli samo ljudje z zavestjo, ki nam je dana ob rojstvu. Okoli sebe vidimo ljudi
za katere bi si upali trditi, da sploh ne premorejo zavesti. In kaj, če je vse to res? Ali potem za elito psihopatov, ki vodijo celotno igro na zemlji, lahko rečemo, da imajo zavest? Verjetno jo nimajo, so drugačni. Na zunaj sicer ne, duša pa jim je tuja in te se sedaj želijo polastiti od nas. Vseh nas, če bomo to seveda dopustili, ker verjetno nimajo zavesti, so lahko tako uspešno brezbrižni in načrtno delajo na depopulaciji človeštva. Torej, imajo praktično vse finančno bogastvo, lastnino skoraj celega sveta, vse pomembne medije in lahko samo pritiskajo na gumb in njihovi podaniki, kakor od nas izvoljeni politiki in ostali, izvršujejo ukaze po celem svetu. Tako da prepričajo ljudi, da se sami odločajo o svojem prezgodnjem odhodu iz zdajšnjega življenja. In kje je tukaj bistvo, da se to dogaja? Mogoče želijo ujeti našo dušo, ki jo oni nimajo, pri tem pa se neznansko zabavajo, saj se hranijo z našim trenutnim strahom, jezo, trpljenjem in to ne smemo dopustiti. Vibracije zemlje in nas samih so vedno višje in to dobesedno ubija naše nasprotnike. Torej, našo kritično maso vibracij moramo obdržati in jo povečevati, da bomo ob času pripravljeni na prehod iz naše tretje v peto dimenzijo. Pustimo ostale v tretji dimenziji, kjer se bodo igrali igrice o biorobotih, dokler jim bo Zemlja energijsko to dopuščala. In kdo se bo sposoben zriniti skozi ozka vrata do nove sobe življenja? Vsi tisti, ki bodo v danem trenutku na primernih vibracijah in ki bodo imeli karmično poravnane vse račune za nazaj. Pa za konec ponovimo, mi smo brezmejna zavest, ki pripada samo nam. In ozavestimo to vsak dan z določenimi rituali, ki nam odgovarjajo. Na zemlji se od vedno dogaja razna magija, ki nam lahko škoduje. Ko ozavestimo, da smo brezmejna zavest, se nas te magijske igrice ne dotaknejo več in nasprotnik bo poražen. Narava nam lahko nudi ogromno podporo pri ozaveščanju brezmejne zavesti. V primeru, da nam koncentracija pade, imamo pa tu pomoč v društvu Belis, če razumemo, kaj želim povedati. Zakaj nekateri skoraj nimajo problemov pri prehajanju z društvenimi dokumenti, predtem si dejanje ozavestijo in ni problemov. Zato vedno, ko je nekdo jezen na društvene papirje, naj se prvo vpraša, kako je z njegovo brezpogojno zavestjo. Ko se društveni papiri in naša brezpogojna zavest na dovolj visoki vibraciji, problemov skoraj da ni. Nauk zgodbe. Vedno je potrebno najprej pri sebi počistiti,
potem pa gledati okoli, kako je umazano. Amen. Hvala za danes. Zdaj bi pa še povabil, če ima mogoče kakšen kje na Zoomu vprašanje. Če noben nima vprašanja, je bil to letos zadnji Zoom. Zdaj se pa odločite. Res? Ok. Se bo ponavljal. V redu, pa je vse jasen, oziroma ali pa ni nič jasen, kakorkoli, kjer mu leži to, tako pač je. Jaz bi vprašal, če bi kdo od prisotnih zdajle, če bi kdo želel preko Zooma kdaj imeti kakšno vsebino podati vsem ostalim članom v prihodnjih Zoomih, ki jih imamo, a ne? Je prav, da nam piše, da nam to javi ali pa tle pove, pa si zapišemo, tako da to je mogoče ena taka stvar, da se obogatimo drug od drugega, se učimo. Vsak imamo svojo življenjsko pot, svoje izkušnje, edino skupno rastjo se mi zdi, da lahko dosežemo ta preboj skozi to, kar se nam dogaja. Tako je. Tako da, če kdo, evo, tule imate vsa vrata odprta, lahko tudi nekdo pisno pošlje, pa preberemo. Lahko, načinov je veliko. Tako da vklopite mikrofone, pa kaj povejte, komentirajte, da ne bomo glih sami tle. Če imate toliko za razmišljati, glede na današnjo temo, potem Miran, Jaz bi potem prosim, da zaključil to daš stvar. zaključno besedo. Zoom bo potem ostal odprt še kakšno uro, da lahko med sabo poklepetate sproščeno. Okay? V bistvu, če ni nobenih besed, vprašanj oziroma karkoli zapovedati, je s tem današnji Zoom za nas zaključen. Lep večer vsem Ja. pa. Lep vikend, zopet bo lep dan, izkoriste ga. Zelo veliko vikendov je bilo že lepih in mislim, da nas kmalu čakajo tudi kakšni slabši, ko bo treba biti noter. O čem drugem, kaj nas pa čaka, pa malo še počakamo. Živjo! Živjo! Hvala.